Največji problem, ki ga imamo gluhi, je nizka izobrazba in zato slabo plačana služba, je citat Leje Bijol, ki ga lahko preberemo na prvih straneh posebnega poročila Položaj gluhih v izobraževalnem sistemu. Poročilo je Urad zagovornika načela enakosti izdal že maja lani. Leto in pol po objavi je potekala okrogla miza, na kateri so predstavniki oseb z okvaro sluha, ministrstev, izobraževalnih institucij in stroke ugotavljali, kakšni premiki so bili storjeni v vmesnem obdobju. Ja, do zagovornika načela enakosti so prišli različne informacije o tem, kako poteka izobraževanje gluhih. Med njimi tudi nekateri podatki, tako da na primer samo 1% gluhih dokonča visokošolsko izobrazbo, v splošni populaciji pa 17–18%. To je veliko neravnovesje in to ravnovesje moramo v družbi nasloviti. Ljubljanski in mariborski zavod za gluhe v tem šolskem letu izvajata preizkusno uvajanje modela učenja in poučevanja slovenskega znakovnega jezika kot prvega jezika gluhih učencev v vrtcu in osnovni šoli. V Ljubljani pa tudi na srednji šoli. Skupaj z Zavodom za šolstvom smo se sedaj dogovorili, da v Ljubljani in Mariboru, kjer imamo vključene prvošolčke, ki so gluhi, izvajamo vpeljavo poučevanja slovenskega znakovnega jezika v šolski prostor. Zadeva bo spremljana s strani Zavoda za šolstvo. Gre za model, ki se bo preizkušal 2 leti, ki se je s 1. septembrom začel in ki bo služil kot podlaga ali pa osnova za nadaljnje delo z gluhimi in neglušnimi. Pri nas so zaposleni 4 gluhi učitelji, ki poučujejo 3 v srednji šoli, v različnih programih strokovnega izobraževanja, medtem ko je ena gluha učiteljica zaposlena kot učiteljica na osnovni šoli in pa pol tudi kot tolmačka. Poleg tega sta tudi 2 učitelja gluha, ki izvajata naloge tolmačenja, razporejata se pa bodisi iz vrtca in pa večinoma tudi v osnovni šoli. Pri tem so opozorili, da so gluhi učitelji v diskriminatornem položaju in pozvali k popravku zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Za njih zaprosimo za podporno tolmačenje, ki pa obsega samo 30 ur. In tukaj bi bilo nujno potrebno večje število ur za poučevanje, za pomoč pri gluhih učiteljih. Lahko smo zadovoljni z napredkom na Ministrstvu za izobraževanje. Zelo obetavne stvari so bile na okrogli mizi povedane in procesi tečejo. Manj pa smo zadovoljni z razvojem na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Namreč menimo, da bi bilo treba za gluhe uvesti posebne štipendije kot spodbude za študij, ne pa zgolj omenjati dodatek v višini nekaj nad 50 evrov, ki ga tisti, ki so prejeli državno štipendijo, to so pa samo tisti, ki so bili v zelo slabem materialnem položaju, prejmejo. Torej, več posebnih štipendij. Posebne štipendije za gluhe bi bile vsekakor dobra spodbuda in podpora gluhim dijakom in študentom za nadaljnje izobraževanje. Udeleženci okrogle mize so opozorili tudi na težave naglušnih v izobraževalnem procesu. Za naglušne je na primer največja težava nakup tehnične opreme,
kot je na primer FM-sistem ali inkuški kazanka. Če pa potrebujemo inkuško zanko, ki omogoča nekako širše poslušanje v predavalnikah ali na sestankih, tisto je pa potrebno kupiti in približno stane tam od 1500 do 3000 evrov, kar je za posameznika kar velik finančni zalogaj. Na zagovornikovi spletni strani je objavljen obrazec, na katerem vsak, ki se znajde v neenakem diskriminatornem položaju, lahko prijavi kršitev in zagovornik bo ukrepal glede na svoje pristojnosti. Upamo, da bomo v naslednjem poročilu zagovornika načela enakosti lahko prebrali, da imajo gluhi in naglušni enake možnosti glede dostopa do izobraževanja in s tem širjenja svojih življenjskih in kariernih možnosti.